Dober večer vsem skupaj. Moje ime je Miha Hočevar in vas lepo pozdravljam v naši prelepi kinoteki. Rad bi pozdravil vse članice in člane Društva slovenskih režiserjev, še posebej pa nocojšnjo nagrajenko Špelo Rozin s soprogom, našo drago prejemnico Berta Ivanko Mežan, gospoda državnega sekretarja na Ministrstvu za kulturo Vojka Stoparja in pa vsem gostom, ljubiteljem filma. Ogledali si bomo film Čudna devojka z čudno devojko v naslovni vlogi. Upam, da boste uživali. Potem seveda ostanemo tukaj, da gospe podelimo nagrado. Lep večer. Lepo je videti film, ki zdrži presojo časa, tudi oziroma predvsem zaradi čarobnosti igralke. Dovolite mi, da preberem, preden povabim Slavljenko noter, da preberem utemeljitev Društva slovenskih režiserjev. Špela Rozin, po mnenju mnogih, Špela Rozin, po mnenju mnogih najlepša jugoslovanska igralka iz obdobja 60-ih, zagotovo pa tudi ena najbolj nadarjenih, je po znameniti Tirini prva poklicna filmska igralka pri nas. Njen opus obsega več kot 40 celovečernih igranih filmov različnih žanrov, od katerih je večino posnela v tujini. Film je bil in je še vedno njen medij, film ima rada in film je imel vedno rad njo. Osnov filmske igre se je potem, ko so jo kot srednjošolko opazili na ulici v Ljubljani, naučila med poskusnimi snemanji in statiranjem v studiu Viba Film. Po manjši vlogi v Babičevem 3/4 sonca iz leta 1959 in vlogi v triptihu partizanske zgodbe Stoleta Jankovića iz leta 1960, jo je mladi režiser Mirko Grobler izbral najprej za vlogo v svojem kratkem filmu, zatem pa še za glavno vlogo v celovečercu Nočni izlet iz leta 1961. Nočni izlet jo je izstrelil. Zgodba z elementi filma noir, melodrame in trilerja, v kateri so glavni junaki ljubljanski študentje, tako imenovana Zlata mladina, je v kinu doživela precejšen uspeh, še večji uspeh pa je doživela Špela Rozin v vlogi Vere, ki je delovala kot sproščeno, sodobno, urbano dekle, kakršnih v slovenskem filmu do tedaj gledalci niso bili vajeni. Ker je bila neobremenjena z gledališko igro, ki so jo kritiki pogosto očitali marsikaterim njenim kolegom, je bilo videti, kot da je pred kamero preprosto doma. Tako so se ji odprle nove možnosti. Srbski režiser Jovan Živanović jo je angažiral za naslovno vlogo v filmu Nenavadno dekle, Čudna devojka iz leta 1962, uspešnici, ki je bila prikazana na mednarodnem filmskem festivalu v Locarnu in distribuirana v mnogih državah sveta, med drugim v Južni Ameriki, ZDA in Kanadi. Veliko zaslug za uspeh filma je imela prav Špela v vlogi cinične in v ljubezni razočarane študentke Minje, ki jo je hrvaški kritik Nenad Polimac opisal kot najzanimivejšo urbano junakinjo tega obdobja jugoslovanske kinematografije. Enakovredno različico igralk sodobnega imidža, ki so tista leta dominirale v francoskih in italijanskih filmih. Isto leto je z Boštjanom Hladnikom posnela epizodno vlogo v Peščenem gradu, naslednje leto pa kot prva jugoslovanska igralka nastopila v poljskem filmu, segment Jana Rutkijevića v novovaljevskem triptihu Vikend. Kmalu zatem jo je Roger Corman izbral za vojni thriller Skrita invazija, ki so ga snemali v Dubrovniku. V filmu je odigrala edini pomembnejši ženski lik, producenti pa so ji na plakatu in v filmski špici nadeli psevdonim Mia Masini. Istega leta se je preselila v Rim, kjer je v slabem desetletju nastopila v skoraj 20 filmih različnih žanrov, v katerih je jezdila, streljala, se zaljubljala v gangsterje, kavboje in mitološke junake, skratka, počela stvari, ki jih slovenske igralke na filmu niso imele prav pogosto priložnosti početi. 60. leta so bile zanjo izjemno produktivna. Snemala je tako v Jugoslaviji kot v Italiji in posnela tudi do 4 filme letno.
nekatere pod psevdonimoma Sheila Rosin in Sheila Rosin. Pojavljala se je na naslovnicah filmskih revij in v takrat priljubljenih fotoromanih ter obveljala za zvezdnico mednarodnega formata. Občasno je nastopala na ljubljanski, sarajevski in italijanski televiziji, pozneje je tudi režirala televizijske oglase in kratki igrani film. Za nastop v osebni prtljagi Janeza Lapajneta iz leta 2009 jo je žirija 12. festivala slovenskega filma nagradila z vesno za posebne dosežke. Na slovenska platna se je vrnila letos, in sicer na 21. festivalu slovenskega filma z vlogo v filmu Ne bom več luzerka Urše Menart. Špela Rozin je v slovenski filmski zgodovini edinstvena, ne zgolj zaradi uspešne kariere v tujini in neizmerne fotogeničnosti in šarma, temveč tudi zaradi naravne suverenosti pred kamero, s katero je v slovenski film vnesla nekaj sodobne svežine in neusuhljive ljubezni do filma in filmskih ustvarjalcev. Prosim, gospa Špela, če se mi pridružite na odru. Hvala lepa. Predvsem mladim režiserjem, novim generacijam, da so me potegnili z naftalina. Janeza Lapajneta, da se me je 2900 spomnil in me povabil, da sodelujeva. Urši Menart, res ne bom več luzerka. In publiki, prijateljem, sošolcem, familiji, hvala, da ste prišli. Sem slišala, da imamo torto zunaj, pa ste vabljeni. Upam, da je res.